Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa gledate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Grajski grič, po novem Golgota. Zaradi varnosti stavb in stanovalcev je ljubljanski župan Zoran Janković odredil posek dreves na Grajskem griču. Ali se bo po novem imenoval Golgota, nam žal do oddaje ni uspelo izvedeti. Sedaj pa se lotimo 60. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Trumpov svet, kako bo živeti v svetu Donalda Trumpa. Donald Trump je postal novi stari ameriški predsednik. Kako bo živeti v njegovem svetu, se bova pogovarjala z našim stalnim komentatorjem, politologom, dr. Igorjem Lukšičem. Igor, dobrodošel v Faktorju. Pozdravljen. Igor, nekako se zdi, da je ta uradna, sicer tradicionalna ceremonija inauguracije Donalda Trumpa kot, mislim, da 47. predsednika ZDA nekako niha med komedijo, tragedijo in realno politiko. Kako ti gledaš na te stvari? Kako se ti zdi, bo Trump drugačen predsednik, če od njegovega prvega mandata? Že takoj na začetku se je pokazalo, da presenečenje z njegovo izvolitvijo ni bilo tako močno, reakcije niso tako intenzivne. Pred 4 leti se je v Washingtonu zbralo približno 1 milijon ljudi, toliko nikjer, nikoli še v ZDA močnih demonstracij ni bilo. Zdaj so že takoj napovedovali, da takih močnih demonstracij ne bo, da so obupali na tem, da poulična demokracija kaj zaleže. Tako da se je to že videlo takoj na začetku, kako ga sprejema tudi ta del, ki je bil zelo odklonilen in je odklonilen do njega. Druga stvar, Trump je zdaj svojo ekipo zelo igran. Podpisal bo že prvi dan, bomo videli, koliko stvari, on govori o 10, eni govorijo več 10, napovedujejo 100, 200 ukrepov, bomo videli, koliko jih bo prvi dan, koliko jih bo v kasnejših dneh. Ampak zdaj so to vnaprej pripravljene stvari, celo tako daleč, da smo videli že v samem postopku od volitev oziroma od izvolitve pa od razglasitve prvih glasov, prvih glasovanj, do danes, da se je Amerika že začela v skladu s tem obnašati. Se pravi, to, kar se dogaja v Izraelu, se je zgodilo pod Trumpovim vplivom, Biden tega ni bil sposoben oziroma ni hotel, ali pa Amerika takrat še ni bila pripravljena za to, da bi bolj intenzivno posegla na stran miru. Potem v Ukrajini bomo še videli, 24 ur bo kmalu minilo, pa vojna še ne bo končala. Trump je obljubil, da bo vojna končana v 24 urah. Tam se je zaletel pa v realne interese velikih sil. Tudi to razglašanje, kaj vse bi morala Združene države preimenovati, se pravi Ameriški zaliv, to, kar je zdaj Mehiški zaliv, pa potem zasest Panamski prekop, Grenlandijo. To zdaj intenzivno je celo ponovil v nagovoru. To je zdaj nenavadno. Navadno predsedniki niso šli v take detajle ali v tako ekspanzivno držo. So govorili bolj o povezovanju, o skupnem nastopu Združenih držav Amerike. Tudi on v prvem mandatu ni se tako zaletaval v te zadeve, ki bi bile v korist njemu, njegovi ekipi ali tem, ki so ga sfinancirali. Zdaj, Igor, odhajajoči predsednik Joe Biden je 20 minut praktično pred tem, ko je dokončno zapustil Belo hišo, podpisal amnestijo pred kazenskim pregonom za celotno svojo širšo
družino, hkrati je rekel tudi, da verjame v pravno državo. Ne? Gre za cinizem ali za pač politično realnost? Jaz mislim, da gre za politično realnost. Ne? Biden je zgleda pred zadnji dan ugotovil, da v Ameriki prevzemajo oblast oligarhija oziroma oligarhi, zelo močni, bogati ljudje in da bi bilo proti njim za zaščito demokracije potrebno ukrepati strani države. Zanimivo je, da 50 let, to je človek, ki je 50 let bil v vrhu politike ali pa vsaj bil v politiki, se pravi od leta 71, se mi zdi. Ni tega prej opazil, ne? In je to ugotovil zdaj na koncu mandata, ko on odhaja. Ugotovil je tako zelo intenzivno, da je zaščitil celo svojo družino in vnaprej preprečil, da proti njim sploh sprožijo kakršnekoli postopke. Se pravi, to je realnost. To je realnost. V Združenih državah Amerike se že dlje časa, se pravi, tudi ko je on bil na oblasti in še predtem, se pravi, ti, ki imajo moč, ti, ki imajo realno oblast v rokah, ti, ki imajo ogromno sredstev na razpolago, ti, ki realno vodijo Združene države Amerike in ki so zdaj prek Trumpa tudi deloma prišli do oblasti, seveda to je druga skupina, kot je bila ta, ki je bila za časa Bidena, zgleda, da se napoveduje en zelo močen konflikt med tema skupinama, ki bo rezultiral tudi v tem, da bojo obračunavali z svojimi političnimi predstavniki. Se pravi, Biden zgleda to ve, ali pa vsaj sluti, po moje kar ve, ker ima na razpolago obveščevalne podatke, ali pa jih je do zdaj imel, tako da se je upravičeno zaščitil. Torej, vse to, kar Amerika predstavlja in govori, da je za pravno državo, človekove pravice in tako naprej, je Biden s tem aktom povedal, zakaj gre. Se pravi, celo bivši predsednik ZDA in njegova družina niso zaščitene pred temi kapitalskimi bloki. Se pravi, če in zgleda, da so se odločili, da bi preganjali vse, ki so bili kakor na napačni strani, potem jih čakajo razne kaznovanja ali vsaj postopki, ki te izmučijo do te mere, da če jih na koncu dobiš, si razvalinov človeka. Torej, prihajamo, ta Biden, oziroma s temi akti, predzadnji dan, je Biden napovedal, kaj čaka nasprotnike te Trumpove politike oziroma tega bloka, ki je zdaj prišel na oblast. In tega sploh ne skrivajo, niti Trump ne skriva. Se pravi, če se bo spravil na Grenlandijo, če se spravil na Evropsko unijo, potem edino moč, ki jo priznava zaenkrat, je Kitajska. Od velikih partnerjev, nasprotnikov ali kakorkoli jih bo že obravnaval, priznava predvsem Kitajsko, zato je tudi predsednika Xija povabil. Italija in predsednica vlade Melonijeva je bila povabljena kot bolj podaljšana roka ameriških interesov v Evropi. Ja, kot veleposlanica na nek način Trumpova bodoča v EU. Ja, potem, ko so izgubili Britance in so jih spravili ven iz Evropske unije, zdaj rabijo novega človeka ali pa novo državo, prek katere bojo najlažje razbijali enotnost oziroma omejevali to, kar je še ostalo od nemško-francoske naveze v Evropski uniji. Ja, Igor, zdaj Kamala Harris je bila Trumpova protikandidatka, verjetno bi bile ZDA drugačne, verjetno bi že ta inauguracija današnja potekala drugače, če bi bila ona izvoljena na mesto Trumpa. Kakšne bi bile ZDA po tvoje pod Kamalo Harris? Verjetno ona ne bi bila tako močen predsednik, kot je Trump, bi bolj nadaljevala v stilu Joea Bidena, za katerega smo se praktično vsi zadnjo skoraj polovico mandata spraševali, ali sploh še je v sedlu. Amerika se v zadnjih 10 letih, ali pa če rečemo od Trumpa naprej zadnjih 4 letih še bolj intenzivno, razvijala v tako smer, da Kamala Harris niti Biden nista mogla biti izvoljena. Se pravi, to je opcija, ki ne obstaja. Pogovarjati se moramo o tem, zakaj je bil Trump izvoljen in predstavnik česa je.
Ne, se pravi, da so te sile, ki so zdaj prišle v veljavo, se pravi ta nova industrija, vidimo, kdo so ti najbližji. Ne, to se pravi Musk, potem se pravi tele nove predstavniki novih omrežij. To je čisto ena nova industrija, to je industrija, ki je hitrejša od kazino kapitalizma. Ne, če zadnjih 20 let vladal kazino kapitalizem, je zdaj nek kapitalizem, ki z enim tweetom, z eno objavo naredi 5 milijard v 5 dneh. Ne. Se pravi, niti treba nič narediti, samo moraš biti dobro pozicioniran. In ta ekipa se je tako pozicionirala, da bo delala da bo delala denar z besedami. In to je zdaj nov tip kapitalizma in nov tip bogatenja, ki bo določil tudi, kakšna bojo politična razmerja v tem svetu. A bo Donald Trump sam vladal ali bo vladal v kombinaciji z Muskom, bo zgolj nek reprezentant teh omrežij, o katerih govoriš? On bo reprezentant teh omrežij. Amerika je premočna država, se pravi, ti kapitalski bloki so premočni, da bi pustili katerokoli individualno samopaštvo. Čeprav Trump se obnaša, kot da je izraža samo svojo voljo, Musk se obnaša, kot da izraža samo svojo voljo. Ampak vidimo že, recimo, ta, ki ga je predlagal za generalnega tožilca, je moral odstopiti, ker je bil pritisk eni grupaciji prevelik. In recimo v prvem mandatu je predlagal ambasadorja na Švedskem, ki je bil samo 16 mesecev, ker so ga v senatu prepozno imenovali. Namreč ta isti človek je zdaj predlagan za ambasadorja na Danskem. Njegova edina naloga je, da pripravi ustrezen dogovor za nakupe zemljišč in ustreznih področij, kjer obstaja interes ZDA, da bi to prišlo v roke Združenih držav Amerike. No, ta človek je bil eden od 3 ustanoviteljev PayPala, se pravi, bil je eden od 2 ustanoviteljev, potem se je pa še Musk pridružil. Tako da to gre za eno navezo teh prijateljev v denarju, ki bo vodila to državo. Ja, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nama uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kakšen bo svet pod Trumpom. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Igor Lukšič. Pogovarjava pa se o tem, kakšen bo svet pod Trumpom. Igor, Donald Trump očitno pomeni nek prelom z 200-letno Monroejevo doktrino. Navajeni smo bili, da so pač zadnji ameriški predsedniki, mogoče z delno izjemo Trumpa v njegovem prvem mandatu, cel svet razumeli kot svoje dvorišče oziroma področje ameriških interesov. Trump tu prinaša nekatere novosti, po drugi strani pa nismo navajeni, da bi ameriški predsedniki, kot si že sam tudi omenil v uvodu, v inavguracijskem govoru že izražali pač teritorialne zahteve, v smislu pač, ne vem, priključitev Grenlandije, pa priključitev Kanade, sicer na miren način v ZDA, kot 51. zvezna država, pa potem zavzetje Panamskega prekopa in tako naprej. Medtem ko tam, kjer pa smo do zdaj lahko spremljali pač ameriške interese, recimo vojna v Ukrajini, pa konflikt med Kitajsko in Tajvanom oziroma konflikt okoli Tajvana, tam Trump izključuje uporabo oborožene sile pri Grenlandiji, pa Panamskem prekopu pa ne. To je neka sprememba, mislim, je odmik od tega, kar smo bili do zdaj navajeni, a to zdaj obeta pač neke nove čase ali je to del neke folklore, ki je pač lastna Trump?
To je gotovo slednje, ne? To je lastno Trumpu, ker ni socializiran kot politik in potem nima tega diplomatskega jezika, ki so ga uporabljali ameriški predsedniki pač do zdaj. Ampak po drugi strani pa pogledaj luč, ne, Grenlandija. Grenlandija je že 1868 bila prvič v krogu apetitov ameriškega predsednika. Potem se je to malo umirilo, takrat seveda tudi ni bilo toliko močnih grupacij, da bi tja lahko šle, to je bilo takrat še Dansko. Niti tehnologije ni bilo v resnici, ne, da bi lahko to nadzorovali. Pa tudi ni se vedelo, koliko bogatstva se tam skriva, zdaj se to približno že ve. Potem je v drugi svetovni vojni je tja prišlo okrog 10.000 ameriških vojakov v imenu. Neameriški vojaki, vemo, so hodili tja oziroma na ta ozemlja kot osvoboditelji, ampak so kar dolgo časa tam to ozemlje osvobajali. Danes jih je tam 200. Se pravi, Trumpu ne bilo treba blazne sile uporabljati. Oni so že tam. Kljub temu, da je to bilo dansko, kljub temu, da je Danska govori, kako je to samostojno ozemlje, Grenlandci sami govorijo, da so samostojni in tako naprej, ampak Danska porabi približno 500 milijonov evrov letno za to, da vzdržuje Grenlandijo. Zdaj, a bo treba uporabiti orožje? Verjetno bojo ponudili 700 do milijardo evrov in bojo se lahko Grenlandci na kakšnem referendumu sami odločili, da grejo zdaj pod okrilje ene druge neokolonialne sile, ker je Danska mogoče premalo radodarna. Se pravi, lahko se to zgleda kot karikatura, to, o čemer govorim, ampak ta biznismen, ki bo zdaj verjetno imenovan za ambasadorja ZDA na Danskem, ima to nalogo, da se z Dansko skupaj z Grenlandijo dogovori za pravo ceno. Za pravo ceno, tako. Pri Panamskem prekopu ne gre toliko za Panamo ali pa to, kar je govoril Trump v tem govoru, pa že večkrat pomenil, da so Američani zgradili ta prekop, potem ko Francozom pač firma, ki je to gradila, je propadla. Ampak jih zdaj moti predvsem, kako prek Panamskega prekopa omejiti trgovanje in potovanje trgovskih ladij in potek poslov za Kitajce. Ker to, kar razglašajo, je, da je Panamski prekop prišel v roke Kitajske, kar seveda ni res številke. Ja, pač ladje grejo tam skozi, verjetno. Ja, ampak še zmeraj je več ameriških, ampak seveda trend je pa tak, da Kitajska napreduje in tako naprej. Se pravi, da to je bolj sporočilo Kitajski kot pa Panami. Itak Američani tega nikoli niso neformalno z rok spustili. Še zmeraj imajo največji vpliv tam in Panama ne more počenjati stvari mimo Združenih držav Amerike, da bi šli zdaj na stran Kitajske. Seveda te možnosti nimajo. Ja, kaj pa kanadska zgodba, Igor, se mi zdi zanimiva, ker to pa res, to Grenlandijo, Panamo, to še razumeš, so pač neki geostrateški interesi, tudi ekonomski, strateške surovine, dostop in tako naprej. Kaj pa Kanada, recimo Kanada je prijateljska država ZDA, zakaj bi Trumpu se zdelo tako pomembno, da bi ratala 51. zvezna država ZDA? Ja, Kanada ima neke vire, ki jih Združenim državam manjkajo ali pa primanjkuje. Zlasti v spodnjem delu Združenih držav Amerike, se pravi na jugu, postaja vroče, dogajajo se požari, se pravi Kanada, saj v tem južnem delu Kanade, postaja če zdaj bolj zanimiva za Združene države Amerike in tudi verjetno poslovno postaja zanimiva, se pravi tudi geostrateško. In to, kar Trump govori, tega se gotovo ni sam spomnil, ko je po noč ni mogel spati. To je gotovo pritisk ameriških poslov, ki bi radi zato, da bi prišli lažje do teh terenov in do teh virov, so si to tako zamislili. Zdaj, Kanada ima 22, mogoče 23 milijonov ljudi, torej po prebivalstvu je to zelo šibka država. Američani pa si lahko, špekuliram, lahko
bojo te migracije, ki jih zdaj zaustavljajo, poslali naprej gor, ne? speljali v Kanado, pa potem predelano v boljši obliki ali pa samo tisto, kar si bojo želeli, pripeljali dol. Ne poznamo vseh teh njihovih zgodb, zakaj bi to lahko tako teklo, ampak presenetljivo je ta brezskrupuloznost, s katero Trump izraža interese Združenih držav Amerike in tega kapitalskega dela. Tega do zdaj v politiki ni bilo. To je neka res novost, ki je za klasično šolanega politika in politologa prej ugabna kot dobrodošla, ampak zgleda, da se bomo morali na to retoriko in potem tudi poteze, ki tej retoriki sledijo, nekako navaditi. Spremeniti okus, ne? Zdaj, Igor, večina slovenskih vodilnih politikov, tudi nekateri bivši, kot recimo bivši predsednik Republike Borut Pahor, ocenjuje, da je Ruska federacija na kolenih, da je Rusija nek vazal Kitajske, da bo pač Trump pritisnil na Rusijo, na Putina in da bo pač Putin moral popustiti. Kako realne misliš, da so te ocene? Jaz mislim, da dosti nerealne. Sovjetska zveza oziroma potem naslednica Rusija je vendarle jedrska velesila. Je tudi na področju znanosti in nekaterih dognanj še zmeraj velesila. Zaenkrat povezave, ki v sklopu BRICS-a nastopajo, ki so pravzaprav povezave proti temu, kar zdaj Trump zastopa, se pravi ekskluzivnosti Združenih držav Amerike, ker bolj, ko bo to ekskluzivnost zastopal proti vsem državam na enak način, bolj bo močna in hitrejša in bolj intenzivna bo povezava med Kitajsko, Rusijo, pa potem še drugimi temi manjšimi državami, ki se zdaj vključujejo v BRICS. In to, Indijo, ki tudi vstopa v igro. Se pravi, te tri gotovo so države, ki same po sebi že imajo veliko moč. In se pravi, bolj intenzivno, ko se bo Trump tega lotil in ko jim bo grozil, bolj bojo te države stopile skupaj. Rusija je še zmeraj velesila, je zdaj tudi v vojni v Ukrajini razvila potencial, da kljub temu, da ima tako močno vojno proti Evropi in Združenim državam Amerike, še zmeraj raste. Raste, medtem ko Evropa brez vojne pada. In zdaj govoriti, kako gre Rusiji slabo, sicer lahko si to lažemo ali pa se to laže tisto, lahko se motiviramo na ta način. Samo pomaga nam pa ne. Realna situacija je pač malo drugačna. Ja, omenil si že, Igor, da pač Trump kot praktično edino enakovredno silo na svetu priznava Kitajsko. Slabi obeti verjetno za pač ambicije nekaterih v ZDA, tudi pri nas v končni fazi, da bi Tajvan dosegel formalno neodvisnost ali pa da bi saj preprečili, da se vključi nazaj v Kitajsko. Kako misliš, da bojo potekale stvari okrog Tajvana? Bodo Kitajci čakali, njim se ne mudi, vemo, to je pač država z več tisočletno zgodovino, ali pa pričakuješ, da bo zdaj v Trumpovem mandatu prišlo do premikov tudi na tem področju? Tajvan je pač del Evrope, ki se je razvijala skozi kolonializem. In vemo, po drugi svetovni vojni so ustvarjali Severno Korejo, Južno Korejo, Kitajsko, Tajvan, takrat je bil še Hongkong, se pravi, te kolonialne velesile potem pač prek Združenih držav Amerike so, kjer je bila neka šansa, da se svet spremeni ali pa dekolonizira, so zabijale kline. Hongkong so morali dati, Makao so morali dati. Tajvan je edini, ena od teh držav, ki je še ostala.
tam živijo Kitajci, tam niso nobeni Tajvanci, ne? Tako kot v Hongkongu ali pa Makao, večina Kitajcev. Torej, gre tle za en proces dekolonizacije. Kitajska, kot vem, je govorila o letnici tam 1950-47, da do takrat pričakujejo, da bi se 2000, da bi prišlo, 2040 nekaj takega, ja. 2000, se pravi, da bi takrat prišlo do enega združevanja. Proces, ki ga, ne, ta zemljevid to dobro kaže, zakaj gre, ne. Proces, se pravi, če bi zadeva tekla sorazmerno brez angažmaja Združenih držav Amerike in njihovega posebnega interesa, da obkroža Kitajsko, se pravi, kot vemo, ne, v Vietnamu so vojno zakuhali zaradi omejevanja Kitajske, ne, in Sovjetske zveze takrat, ne zaradi tega, ker bi imeli proti Vietnamcem kaj, ne. Se pravi, tle gre zdaj za podobno zgodbo in v teh razmerih se mi zdi, da Združene države Amerike in cel Zahod te kolonialne zgodbe ne more vleči v nedogled. Kitajska ima čas in gotovo nima razloga, da bi intervenirala s silo in ni potrebno. Medtem ko ZDA, ki se rada napihuje, oziroma ne samo napihuje, tudi uporablja silo med vsemi državami najhitreje, potem je seveda verjetnost, da bi prišlo do vojne sorazmerno velika, ne. Igor, zdaj tudi za Slovence se spreminjajo stvari, ne? V Belo hišo se vrača pač Melania Trump, tudi Trumpov oziroma njun sin, ne, Barron, je zdaj polnoleten, se tudi zdaj javno oglaša na družbenih omrežjih, imel je neko vlogo v kampanji. Gospa Trump je napovedala, da kani biti bolj aktivna pač prva dama ZDA v tem drugem Trumpovem mandatu. Kaj pričakuješ, kaj ocenjuješ, na katerih področjih in kaj bi to lahko pomenilo tudi za nas? Ja, za nas kaj dosti to ne pomeni. Vidim, da nekatere politične sile tam okrog SDS-a iz tega delajo veliko zgodbo, tudi kdo je bil povabljen, kdo ni bil povabljen, ali so to desničarji, ali so to iz njihovega kroga in tako naprej. Slovenija je tako marginalna, ne, in naši ljudje, ki so marsikaj dosegali in se jim je tudi uspelo zdaj uvrstiti med te, da so jih opazili. Trump in Melania bo delala v interesu Združenih držav Amerike še bolj, kot je delala v prvem mandatu. Če je bila prva malo manj samozavestna, pa je bil problem še zaradi sina, zdaj pa je te obveznosti na nek način rešena. Sin je študent, odrasel in v tej vlogi mame jo nič več ne drži nazaj. Tako da se mi zdi, da bo promovirala to, kam izdala zdaj še svoj bitcoin, se pravi, bo poskrbela tudi zase in se bo šla na polno to, kar ji bojo ponujali ti krogi, znotraj katerih Trump deluje. In po drugi strani ga bo mehčala to, kar je delala že v prvem delu, ne, se pravi, bo ta nek, kako bi rekel, kaj bi rekel, pač bo Melania, ne. Ja, bo ženska, bo pač soproga predsednika ZDA. Ja. Zdaj, Igor, vrhov slovenske politike v Washingtonu danes ni, ne? Tako predsednika vlade kot šefa opozicije Janeza Janše, so nekateri drugi, ne? Pač druga do tretja politična liga, pa recimo na osebno povabilo pač prve dame ZDA Ivo Boscarol in ljubljanski škof Jamnik. Kaj to pomeni za Slovenijo? Rekel si, Melania ne bo delala za Slovenijo, lahko Slovenija dela kaj za ZDA, tazga, da se bo na prihodnjih inavguracijah tudi to spremenilo? Inavguracije do zdaj so bile samo za veleposlanike, se pravi, tujih ljudi niso vabili vidnejših politikov ali pa person. Trump je tu naredil izjemo,
Tudi na prvo inauguracijo se mi zdi, da niso bila vabila široka, se pravi, povabil je nekaj predsednikov, prišla bo samo Melonijeva, Xi je poslal podpredsednika, se pravi kitajski predsednik, Orban tudi je rekel, da ne more, pa je prišel nekdo drug ali bo samo ambasador tam. Skratka, ambasadori so tam. To, da ni povabil predsednice ali pa predsednika Slovenije, predsednika vlade, je seveda v skladu z običaji, se pravi, to ni nič nenavadnega. To je mogoče, bo samo Slovenija to opazila, kdo je bil tam. Svet tega ne bo opazil, premehni smo, premalo v svetu pomenijo ti ljudje, pomenijo sicer veliko na posameznih področjih, kjer so delali, ampak tako kot pa manj. Tako da bo to bolj muha enodnevnica in seveda velik dogodek in priznanje za njih, ki jim je to. Ja, osebno, ne, hočeš reči, v bistvu za njih osebno je to velika stvar in prek tega se lahko tudi mi počutimo malo počaščene, ne, tako kot se recimo ob uspehih naših športnikov. Ne. Zato, kar si rekel, ali bo to vodilo do kakšnih velikih poslov, recimo ta tovarna orožja oziroma pištol, ne, Slovenija je enostavno na drugačen način, bom rekel, organizirana država, da bi v njej sploh lahko proizvajali kakšno orožje. Se pravi, da zato bojo težko, lahko podvojijo, potrojijo recimo te pištole ali še kaj dodajo zraven, ampak da bi tle kakšna resna tovarna z orožjem nastala, ki bi bila vključena v NATO zgodbo ali pa v ZDA, je izključeno. Tudi Boscarol je nekako izpregel že iz teh krogov, ne misli več verjetno se ukvarjati z biznisom. Tako da vprašanje, oziroma po mojem mnenju ni šans, da bi Slovenija pridobila kakšne večje posle. Zdaj, na nek način se kaže, Igor, da je Elon Musk nek neformalni, saj do zdaj, ne, do formalne prisege Trumpa, njegov zunanji minister. Ne. Pričakuješ, da se bo to nadaljevalo, da bo Musk recimo prek X-a sodeloval v nemških volitvah, pa razlagal, kdo bi mogel prevzeti Veliko Britanijo, rušil tam aktualnega premierja, ali bo zdaj, ko je Trump formalno tudi novi predsednik ZDA, tu vendarle prišlo do kakih določenih sprememb? Ne, jaz mislim, da je to ena mašina, ki se bo še bolj konsolidirala, da bojo ti še bolj stopili skupaj in enotno usmerjali sredstva za predrugačenje najprej Evrope, ki jim je najbolj moteča. Evropa je moteča zaradi tega socialno-tržnega modela, ki ga bojo po moje počasi spodkrepelili. Spravili se bojo na Nemčijo, Anglija je že na nek način avto, ampak jo bojo še po moje pomagali dotolčiti. Zdaj ta zgodba z Lafargem je nekako obmirovala ali zastala, ampak v vsakem primeru bojo oni ne samo prek X-a podpirali in omrežji, tako verbalno, ampak bojo finančno in tehnološko, se pravi taktično, strateško. Se pravi, dali jim bojo na razpolago ta orodja in tudi ves know-how, kako se s temi orodji zmaguje na volitvah in kako se vodi državo v skladu z interesi največjih kapitalskih grupacij, ki jih bojo redili v Evropi toliko, kakor bojo podaljšek, njihov podaljšek, se pravi, teh grupacij ZDA. Se pravi, Amerika bo podaljšvala to stanje, kot pravi Trump, America first, to, kar je že začel Biden. Samo Biden temu ni bil kos, ni tega zastopal tako vehementno, kot bo zdaj ta kompozicija, ki je prišla s Trumpom na oblast. Zdaj, med temi predsedniškimi ukazi ali pa temi spremembami, nekimi generalnimi, bolj tudi vsebinskih politikah, Trump napoveduje, da bo nazaj v zakonu samo 2 spola, da je konec te tako imenovane woke ideologije, da je konec zelenega prehoda in tako naprej. To, če bo do tega res prišlo, so tudi neke vrste tektonski premiki, ki bi morali imeti posledice tudi pri nas, ne, oziroma povsod drugje, kamor se je pač ta poslovna politična ideologija razširila v zadnjih letih.
Ja, kar zadeva zeleni prehod, gre za to, da bo biznisne banke so že začele izstopati iz te, recimo, koalicije. Ja, največje ameriške banke že prej, Trumpa. Ene so zdele takoj. Skratka, Amerika bo zagrabila zeleni prehod, ko bo to ratal velik biznis. Zaenkrat je to za njih premehen biznis, premalo je energije na kupu, da bi oni investirali ogromno sredstev. Seveda, to ne pomeni, da je konec zelenega prehoda, gre samo za to, da ti politični triki, prek katerih je prišlo do vehementalizacije tega zelenega prehoda, enostavno so zdaj razgrajeni. Biznis, ki se je vzpostavil in tekmuje in poskuša vsiliti zeleni prehod kot glavno alternativo za svoje videnje sveta, ta bo še zmeraj aktiven, bo deloval, samo zdaj je v tej bitki izgubil vojno, ne? Ali pa izgubil je eno bitko, recimo. Kar zadeva vprašanje identitet, ne, in teh spolnih zgodb, je gotovo bilo samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do, če je bila ono revolucija, do kontrarevolucije, ali pa če je bila ono kontrarevolucija do revolucije, kakorkoli kdo razume. Skratka, svet je šel predaleč, Združene države Amerike so šle predaleč in, kot bi rekel, ljudje ne moramo slediti tako hitro. Ne? Ja, tako hitro gremo v komunizem, da nam živina ne sledi. Živina ne sledi. In tle je to zgleda, da nismo mogli tako hitro predelovati lastne narave, kot so ti zahtevali od nas. Tako da ta reakcija je bila na nek način pričakovana. Mogoče veš, kaj še o migracijah nismo še rekli. Na migracije se je spomnil zdaj na polno in ti glavni ukrepi naj bi šli proti migrantom. Zanimivo je, da so že prostovoljce angažirali zlasti v Michiganu, kjer jih smatrajo za največje leglo, ne, teh, ki dovoljujejo migrante in migracijo. Tako da so angažirali ogromno ljudi, ne, to se pravi prostovoljcev, tam 150 do 200, ki naj bi popisovali te migrante in potem delali spiske. Se pravi, to pa delajo res na tak način, se pravi, s prostovoljnimi silami, ne, ki si bojo zgleda priborile neka pooblastila, ne, neformalna sicer, ampak ko to, bi rekli Srbi, kad to krene, onda nema spasa. Ne? In to zgleda, da bojo res zastavili in da bojo začeli s tem pošiljanjem. Je pa treba to povedati, ne, da to bojo sicer vehementno in na nek način, ki je za demokratično družbo saj sporen, ne, če bi rekel nezaželen, da je največ migrantov oziroma bistveno več migrantov poslal nazaj v enem letu, 400 000 jih je poslal Obama. Medtem ko jih je Trump v enem letu največ poslal okrog 270 000. Se pravi, da predsednik dela v interesu Združenih držav Amerike, tudi Trump dela v interesu Združenih držav, bo delal in bo delal to toliko časa, dokler bojo ugotavljali, da je to v interesu teh najmočnejših kapitalskih krogov. Čisto za konec, Igor, boste na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani spremenili sanitarije nazaj v moške in ženske? Ne boš verjel, Ljuž, da se to, kot bi rekel, organsko dogaja. Se pravi, če greš ti na prejšnji ženski WC, tja hodijo samo ženske, na prejšnji moški WC hodijo samo moški. Se pravi, eno je človekova narava, vse ostalo je pa politika. Dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za tvoja nocojšnja pojasnila v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kakšen bo svet pod Trumpom, že 1112. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali golob ali kumer, kdo bi moral odleteti zaradi omrežnine. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.